Obstaja razlog, zakaj Amerika ne zaupa svoje najboljše vojaške tehnologije kar vsakomur, a nekako bo ena najbolj islamističnih vlad na svetu kmalu prejela najnaprednejše ameriško lovsko letalo. Letalo, ki je tako dobro, da ga sovražnikov radar sploh ne zazna. Turčija je leta delovala kot običajna, zanesljiva ameriška zaveznica, a v ozadju je oboroževala in gostila skupine, ki želijo uničiti Izrael, se zbliževala z Rusijo in postala najmočnejši podpornik radikalnega političnega islama kjerkoli na svetu. Ta teden bi se to lahko izplačalo na največji možni način. Dobrodošli pri Mirakeši na Gen Z TV. Tukaj je celotna zgodba od samega začetka. F-35 je najnaprednejše ameriško lovsko letalo. Njegova supermoč se imenuje prikritost. Zasnovano je tako, da ga sovražnikov radar zelo težko zazna na nebu. To je celoten namen tega letala. Če mu odvzamete prikritost, je to le zelo drag običajen letalnik. Sposobnost letenja brez zaznave je ogromna vojaška prednost, ki je ZDA nočejo predati svojim sovražnikom. To je precej samoumevno. Združene države obravnavajo tehnologijo prikritosti kot eno svojih najbolj strogo varovanih skrivnosti. Točno, kako je F-35 viden na radarju, je podatek, ki ga večina ljudi sploh ne pozna. Če bi sovražnik to natančno ugotovil, bi lahko izdelal sisteme za zaznavanje in sestrelitev letala. Ne le turška letala, ampak vsak F-35, ki leti kjerkoli, vključno s tistimi, ki jih upravljajo ameriški piloti. Zato F-35 ni naprodaj kar vsakomur. Le majhen, zaupanja vreden krog držav ga lahko dobi. In ZDA ta krog nadzorujejo zelo previdno. Leta 2017 je Turčija naredila nekaj, kar bi moralo končati vsako možnost, da bi kdaj dobila F-35. Pripeljala je ruski protizračni obrambni sistem, imenovan S-400. Predstavljajte si S-400 kot zelo sofisticiran radarski sistem, ki ga je izdelala ista država, Rusija, pred katero naj bi ameriška stealth tehnologija skrivala letala. Če postavite ruski radarski sistem v isto državo kot ameriško stealth letalo, omogočite ruskim tehnikom, da vzdržujejo in upravljajo S-400, ter imajo priložnost iz prve vrste preučiti, kako se F-35 prikaže na radarju. To znanje potem ne ostane skrivnost. Ko ga ima Rusija, ga lahko deli s komerkoli želi in ga uporabi za pomoč pri sestrelitvi letal F-35 kjerkoli na svetu. Tako je leta 2019, ko je Turčija dejansko prevzela S-400, kljub ponavljajočim se opozorilom ZDA, Washington je zavzel trdo stališče. Turčija je bila popolnoma izključena iz programa F-35 prvič v zgodovini, da se je to zgodilo članici NATO. Turški piloti so bili poslani domov z ameriških vadbenih baz. Turčija je izgubila svojo vlogo pri izdelavi skoraj 900 različnih delov za letalo. Poleg tega pa je že plačala približno $1,4 milijonov za letalo, ki ga je naročila, vendar ji denar nikoli ni bil vrnjen. Kongres je nato prepoved spremenil v dejanski zakon, ne le v politiko. Po domače povedano je pravilo preprosto. Turčija ne dobi dostopa do F-35, dokler se popolnoma ne znebi vsake posamezne enote S-400, ki jo ima v lasti, torej kakršnihkoli ruskih podatkov za sledenje. Ne smejo le prenehati uporabljati S-400. Popolnoma se jih morajo znebiti brez kakršnihkoli izjem. Ni drobnega tiska, ki bi predsedniku dovoljeval, da to pravilo preprosto odpravi, kar je pomembno. Mimogrede, čeprav je bilo to zelo jasno povedano, to ni prav nič spremenilo pri odločitvi Turčije, da še naprej sodeluje z Rusijo. Turčija ima še vedno vse sisteme S-400, ki jih je kdaj kupila. Nekateri izmed teh izstrelkov, do 200, naj bi še vedno stali v svojih originalnih transportnih zabojnikih, nikoli niso bili vzeti iz škatle. Turčija se ni ničesar znebila, kar bi bilo zelo učinkovito, če bi dejansko želela biti del programa F-35 povsem legitimno. Preprosto so prenehali aktivno uporabljati sistem, zato mislijo, da se bodo s tem lahko izognili posledicam. To je bila prva kazen za Turčijo, ker se je povezovala z Rusijo, vendar je sledila še druga, ločena kazen. Decembra 2020 je ZDA poleg prepovedi F-35 Turčiji uvedla dejanske sankcije po zakonu, imenovanem Zakon o zoperstavljanju ameriškim nasprotnikom s sankcijami, ki je bil prvotno namenjen kaznovanju Rusije, Irana in Severne Koreje. To je bilo prvič, da je bil ta zakon uporabljen proti zavezniku NATO. Sankcije so bile usmerjene proti turškemu predsedstvu za obrambno industrijo, vladni agenciji, ki vodi nakup in proizvodnjo orožja v državi, ter tudi proti njenemu najvišjemu uradniku osebno. ZDA so prepovedale izvozna dovoljenja tej agenciji, zamrznile njeno uradno premoženje v ZDA in njim preprečile pridobitev ameriških vizumov. Za razliko od prepovedi F-35, ki se nanaša na en specifičen lovec, so te sankcije širše omejile turško obrambno industrijo in so ostale v veljavi 6 let. Zakaj bi vas torej to zanimalo?
Izkazalo se je, da Turčija zdaj gosti velik vrh NATO, veliko letno srečanje zavezništva na svoji zemlji, prvič po več kot 20 letih. Predsednik Trump pa se ga je osebno udeležil in se 7. julija srečal na 4 oči z Erdoganom. Zgodili sta se dve stvari. Najprej, sankcije bodo odpravljene. Trump je ob Erdoganovi strani napovedal, da bodo ZDA v celoti odpravile te sankcije iz leta 2020. Odpravili bomo sankcije, je dejal. Ne želimo sankcionirati prijateljev, je dejal. Njegov državni sekretar, finančni minister in obrambni minister so že urejali podrobnosti. In drugič, letalo F-35 je blizu tega, da ga predajo Turčiji, vendar to še ni 100% potrjeno. Trump je to odločitev označil kot nekaj, kar bodo sprejeli oni in je pohvalil letala kot najboljša na svetu, vendar pred novinarji ni dokončno pritrdil. Vendar je Erdogan novinarjem povedal, da mu je bilo že obljubljenih 5 letal F-35, kar lahko pomeni, da je pravi odgovor da, in da uradna objava še ni bila podana ali pa da laže, kar nas tudi ne bi presenetilo. In vendar do zdaj ni bilo poročano, da bi se Turčija dejansko odpovedala kateremukoli od sistemov S-400. Zakon še vedno pravi, da letal ne bo, dokler rakete ne bodo odstranjene, in rakete še niso odstranjene. Sankcije se odpravljajo in letalo bo morda vseeno odobreno, čeprav dejanske zakonske zahteve še vedno niso izpolnjene. Z drugimi besedami, zakon pravi, da letala ne bo, dokler rakete ne bodo odstranjene. Rakete pa še niso odstranjene, a letalo bo morda vseeno odobreno. In to je pravzaprav težava s Turčijo, ker to ni zgodba o letalih. Gre za nekaj veliko večjega. Za grožnjo Turčije in nevarnosti trditve, da so naši prijatelji. Toliko let smo bili vsi osredotočeni na Iran kot na veliko grožnjo. Predstavljali so neposredno grožnjo, uporabljali so teror in širili kaos. A medtem ko so rasli in počeli svoje, je rasla še ena islamistična grožnja, ki je delovala veliko bolj prefinjeno in pametno kot Iran. Postajali so legitimni. In ko rečem oni, mislim na Turčijo, in ko rečem legitimni, mislim zares legitimni. Turčija je članica NATO, vojaške zveze, ki vključuje ZDA in večino Evrope, zgrajene na ideji, da si članice medsebojno pomagajo pri obrambi in delujejo kot zaupanja vredni partnerji. Napadite eno državo članico NATO in vse druge države ji priskočijo na pomoč. To je briljantna strategija, razen če ena od članic dejansko načrtuje, da se bo sčasoma obrnila proti Zahodu, pri čemer dobro ve, da bodo članice NATO obtičale. Na papirju je Turčija ena najstarejših zaveznic Amerike, vendar njihova dejanja v praksi pripovedujejo povsem drugačno zgodbo. Zgodbo, ki jo ljudje iz nekega razloga ignorirajo. Domnevno so med letoma 2012 in 2016 mimo ameriških sankcij premaknili približno $20 milijard iranskega denarja od nafte, pri čemer so bili vpleteni visoki vladni uradniki. Javno so zavrnili idejo, da bi muslimansko bratstvo obravnavali kot teroristično skupino in so jih aktivno podpirali. Nekateri bi celo rekli, da so oni sami muslimansko bratstvo. Poleg tega gostijo in finančno podpirajo Hamas. Višje vodstvo Hamasa deluje odkrito iz Istanbula. Ameriško finančno ministrstvo je uvedlo sankcije proti turškim subjektom zaradi preusmerjanja denarja v vojaško vejo Hamasa. In ne pozabite, Hamas je teroristična organizacija. Praktično so kot talca zadržali ameriškega državljana na vprašljivih obtožbah o terorizmu, kar mnogi vidijo kot vzvod za izsiljevanje izmenjave zapornikov. Dovolj resno, da je Trump uvedel sankcije proti 2 turškima ministroma. Postali so obvod sankcij proti Rusiji. Od leta 2022 je Turčija edina članica NATO, ki nikoli ni uvedla sankcij proti Rusiji in je postala središče za pretok blaga pod sankcijami ter denarja oligarhov mimo zahodnih omejitev. Napadli so ameriške bojne zaveznike. Leta 2019 je Turčija napadla severno Sirijo proti kurdskim silam, ki so se skupaj z ameriškimi vojaki borile in umirale v boju proti ISIS-u. ZDA so se umaknile namesto, da bi posredovale, turško vodstvo pa primerja izraelske voditelje s Hitlerjem in neprestano grozi z napadom na Izrael, ki je ena najpomembnejših ameriških zaveznic. Čeprav vse te stvari dokazujejo njihove protizahodne težnje, pa me najbolj moti ta izjava Erdogana, voditelja Turčije. Demokracijo opisuje takole, citiram: "Demokracija je kot tramvaj. Pelješ se z njo, dokler ne prideš na cilj, nato pa izstopiš." To ni prijatelj. Zagotovo ne nekdo, ki bi moral imeti dostop do najnaprednejše stealth opreme, ki jo lahko uporabi, ko izstopi iz vlaka. Zakaj torej Turčijo še vedno obravnavamo kot svojo zaveznico? Predsednik Turčije Erdogan se ni pojavil kar od nikoder. Svojo politično kariero je zgradil znotraj gibanja v Turčiji, ki se je neposredno zgledovalo po muslimanski bratovščini, večdesetletnem mednarodnem gibanju, ki verjame, da bi moral biti islam organizacijsko načelo same vlade, ne le osebna vera. Zapomnite si, islam ni vera, ima vero.
Turčija nima uradne veje muslimanske bratovščine, ker je ne potrebuje. Erdoganova lastna politična stranka je zrasla neposredno iz idej istega gibanja, le da je bila preimenovana. In ko je Erdogan postal voditelj Turčije, se ni le tiho strinjal z muslimansko bratovščino. Postal je njen največji državni podpornik kjerkoli na svetu. Ko so leta 2011 med tako imenovano arabsko pomladjo vlade povezane z bratovščino za kratek čas prevzele oblast po Bližnjem vzhodu, jih je Turčija močno podprla. Ko je bila leta 2013 v Egiptu strmoglavljena vlada bratovščine, je Erdogan dal zatočišče približno 1500 izgnanim egiptovskim članom bratovščine ter spremenil Istanbul v varno zatočišče in operativno bazo za gibanje. Tja so se preselile tudi osebe povezane z bratovščino iz Sirije. Prav tako se je tja preselilo višje vodstvo Hamasa, saj je Hamas v svojem bistvu palestinska veja iste muslimanske bratovščine. Hamas v Gazi, mreže bratovščine v Libiji, islamistični vladni poskusi v Siriji. To je isti projekt, ki ga vodijo iz iste prestolnice, iz istih razlogov. To niso ločene, povezane novice. Turčija je skoraj 2 desetletji poskušala postati vodilni svetovni pokrovitelj, lahko bi rekli celo voditelj političnega islama, ne terorističnega islama. Nekateri, ki to podrobno spremljajo, opisujejo Erdogana kot nekoga, ki se dejansko poskuša postaviti v vlogo sodobnega kalifa, kar je zgodovinski naziv za vrhovnega verskega in političnega voditelja muslimanskega sveta. Naj vas spomnim, da je to vlogo Turčija opravljala stoletja pod Osmanskim cesarstvom, preden je bila ukinjena šele v 20 letih prejšnjega stoletja. In ti islamisti nimajo kratkega spomina. Ko enkrat to vidiš, vse ostalo postane smiselno. Turčija v resnici ne želi članstva v NATO ali letal F-35 in mednarodnega ugleda zaradi njih samih. Želi si ta orodja, da postane velesila, da postane neizpodbitna. Vsaka od teh stvari je dokaz občinstvu po vsem muslimanskem svetu, da je Turčija postala preveč pomembna, da bi Zahod lahko rekel ne. Dokaz, ki krepi trditve Erdogana, da je voditelj, ki ga je svetovno gibanje pogrešalo. Članstvo v zavezništvu nikoli ni bil cilj. To je le preobleka, ki omogoča dosego pravega cilja. Seveda je to strateško drugače kot pri Iranu. In s počasnim propadom Islamske republike je Turčija verjetno na mestu, da prevzame vodilno vlogo. Kalifat pripada kalifom, ne pa barbarskim teroristom. Turčija se ne oddaljuje od Zahoda po naključju, medtem ko še vedno v bistvu deluje kot njegov del. Namenoma izkorišča svoje članstvo v ekipi, da bi zgradila nekaj, česar ekipa nikoli ni nameravala omogočiti. In tako kot pri Iranu, se zdi, da ZDA nasedajo temu. Ne trdim, da poznam miselnost njihove zunanje politike, vendar je skozi leta postalo jasno, da so sprejeli načelo drži prijatelje blizu, sovražnike pa še bližje. Razen da pri teh ljudeh to ne deluje. To je postalo jasno pri Iranu in jasno mora biti tudi pri Turčiji, vendar se zdi, da je Izrael spet tisti, ki je korak pred vsemi. Ob novici, da bi lahko Turčiji prodali letala F-35, je Netanjahu tako jasno povedal, da je proti. Izrael se je naučil lekcije. Ne skušaj pomiriti ljudi, ki te sovražijo. Preprosto jim ne daj nobenega orožja. Izraelska opozorila glede tega dogovora niso povezana s tekmovanjem s Turčijo. Gre za to, da oni resnično razumejo grožnjo. Dobra novica je, da so Združene države pravno zavezane k temu, da Izrael vedno ohrani jasno vojaško prednost pred katerokoli drugo državo v regiji. Obljuba, ki je znana kot Izraelova kvalitativna vojaška prednost. To je zakon, ki je vgrajen v način, kako naj bi Amerika ravnala pri vsaki prodaji orožja kjerkoli blizu Izraela in dati najbolj napreden stealth lovec v regiji državi, ki gosti vodstvo Hamasa in katere predsednik govori o Izraelu tako, kot govori Erdogan, ni majhno tveganje za to obljubo. To je morda točen scenarij, ki naj bi ga ta obljuba preprečila. In zato se poleg pogovorov o prodaji Turčiji govori tudi o tem, da bi Izrael dobil zgodnji dostop do prihodnjega naslednika F-35 letala F-47, samo zato, da bi ohranili tehnološko prednost Izraela. Da bo jasno, če Turčija dobi letala F-35, bo Izrael to zmogel obvladati. Kljub temu pa je izraelski premijer Benjamin Netanjahu javno in odločno lobiral proti tej pogodbi ter opisal turško vlado kot pod vplivom muslimanske bratovščine. In na Cipru, ki ga zasedajo, ter v Grčiji. In lastne Erdoganove besede so razlog, zakaj Turčiji ni mogoče zaupati te tehnologije. Pravzaprav ji ni mogoče zaupati ničesar. Opazujemo javno različico nečesa, kar Izrael spremlja in se zaradi tega že zelo dolgo časa skrbi. Dlje in bolj podrobno kot skoraj kdorkoli drug med vpletenimi. Torej, zdaj, ko se Trump približuje Erdoganu, ali je sploh mogoče kaj storiti, da to ustavimo?
Kongres ima tukaj eno resnično orodje. Lahko glasuje za uradno zavrnitev prodaje, vendar mora ta glasovanje prestati v predstavniškem domu in nato še v senatu, nato pa preživeti predsednikov veto, kar zahteva dvotretjinsko večino v obeh domovih, da ga preglasujejo. In to je zelo težko doseči. In Trump je že prej uspešno uporabil točno to taktiko, ko je v svojem prvem mandatu kljub nasprotovanju kongresa izsilil prodajo orožja Saudski Arabiji in Združenim arabskim emiratom. Vendar pa, tudi če se to ne zgodi, obstaja ena dobra novica in ta je povezana s časovnim okvirom, čeprav ne z zakonom. Če bo to odobreno ta teden, dejanska letala ne bodo prispela hitro. Turčija bi šla na konec proizvodne vrste. Nedavni kupci so čakali 4 do 5 let med podpisom pogodbe in prejemom svojega prvega letala. Tako da realno gledano, noben F-35 ne bo letel nad turškim nebom pred letom 2030. Ta časovni razmik je dober. Čas je, da se kongres še naprej bori proti temu in čas je za pravne izzive, ne glede na to, katera raketa ali orožni trik se uporabi. In čas je, da Izrael poskrbi, da bo, ne glede na to, kaj se zgodi, že generacijo pred Turčijo pri naslednjem letalu, še preden Turčija sploh dobi tega. Veš, Izrael bi verjetno lahko razvil tehnologijo za prepoznavanje teh letal, ampak to ni problem tukaj. Izrael je celoten svoj obstoj preživel v eksistencialnem boju samo za preživetje. Ampak če pogledaš širše, je ta boj mikrokozmos nečesa večjega. Predogled tega, s čim se zdaj sooča celoten Zahod, ne glede na to, ali se tega zaveda ali ne. Leta je Izrael delal isto napako, kot jo zdaj delajo vsi ostali. Uprizarjal prijateljske prizore za kamere, zaupal vrhom, rokovanjem, posrednikom, ki so se imenovali nevtralni. Prepričeval se je, da skupne institucije res pomenijo skupne interese. In to lekcijo je moral spoznati na težji način. In lekcija ni bila v tem, da ne zaupaš nikomur. Bila je bolj preprosta. Prepoznaj vzorec, opazuj grožnje, kako se dejansko razvijajo, ne kako si želiš, da bi ostale. Poslušaj, kaj je dejansko izrečeno z njihovimi lastnimi besedami in ne le tisto različico, ki je lažje verjeti. In kar je najpomembneje, ne daj svojim sovražnikom streliva, ki bi ga lahko uporabili proti tebi. Ta lekcija ne pripada samo Izraelu in ne more pripadati samo Izraelu. Če želi Zahod dolgoročno preživeti, mora postati univerzalna. Ker naslednja država, ki se bo tega naučila na težji način, morda ne bo imela Izraelove prednosti. Morda ni nič. Morda je tole še ena Trumpova igra. Trump počne to, kar Trump počne, osrečuje prijatelja, deli darila, a iz tega v resnici ni nič. Ampak morda je nekaj drugega. Ista napačna logika, ki je Zahod več kot desetletje držala za pogajalsko mizo z Iranom, vedno prepričana, da bo le še malo več potrpežljivosti in malo več dobre volje prineslo dogovor. Izrael se je naučil, da te stave ne postavi dvakrat. Vprašanje ta teden je, ali se je preostali Zahod tega naučil vsaj enkrat. Izrael je pripravljen na ta boj. Če bo treba, se bo spopadel tudi s Turčijo. A ni jasno, ali je Zahod na to pripravljen. Zato, preden bo prepozno, poslušajte tiste, ki so se že naučili lekcije. Sem Jerke in se vidimo naslednjič.